Kako so pa lahko tiste knjige, ki so čisto stare pa raztrgane, bolj vredne kot te nove? To se lahko zgodi v primeru, da gre za izjemno redko knjigo in recimo, da je ta knjiga izredno pomembna. Tak primer je Trubarjeva cerkovna Ordunga, ki obstajata samo 2 izvoda na svetu. Tega, ki so našli v Nemčiji, tudi ni kompleten, ampak je tako silno redek in se za nas neprecenljiv. Tudi če je v zelo slabem stanju, pa tudi če je raztrgan. Kako pa veste, koliko je recimo ta knjiga vredna? Večkrat, ko knjigo vidiš, veš, da več jih je v obtoku, se pravi, da jo imajo, recimo, veliko ljudi ima knjigo, to pomeni posledično tudi manjšo ceno. Bolj, ko je knjiga redka, večjo ima ceno. Kaj pa je tole, nek mali slikar? Mali slikar, če ga odpreš, kaj vidiš? Kaj bi to bilo? Slikanica? Pobarvanka. Barvanka. Katera je pa najdražja knjiga, ki ste jo pa tle ocenili? Zdaj, odkar sem jaz v antikvariatu 9 let, je bila najdražja knjiga, ki smo imeli, prva izdaja Slave Vojvodine Kranjske Janeza Vajkarda Valvazorja. A je tle kakršenkoli primerek te knjige? Imamo, pri nas je dostopen tudi prevod, imamo vse 4 knjige. To je originalen list iz prvotne izdaje, se pravi tiste izdaje, ki je šla 1689. leta. Tako nekako so izgledali, taka velikost je bila, gotica in tako je bila upodobitev, bakrorez. Ta predstavlja kartuzijo Pleterje. A vi mogoče znate brati to gotico? Počasi, zelo počasi. Če vzamemo za primer, recimo tukaj je zapisano Graf Hermann der Andre, Graf von Cilli, Landshauptmann in Krain, Besen, Tochter. A ni to nemščina pravzaprav? Ja, to je pravzaprav zelo stara nemščina, ne? A lahko vidimo še knjigo? To je pa debela. Zelo debela knjiga. Je pa še to lepa Ljubljanski grad, a ne? Ja, kje je pa Nebotičnik? Nebotičnik je pa nastal kar nekaj stoletij kasneje. Tako je izgledala Ljubljana v 17. stoletju. Na televiziji sem videla, da imajo ljudje, ki prijemajo stare knjige, na sebi bele rokavice. Zakaj pa? Res je. Pri kakšnih zelo starih knjigah, pa kakšnih, ko so, bom rekla, zelo občutljiv papir, je vedno potrebno imeti bele rokavice. Lahko poskusite. Ja. No? To je zaradi tega, da se knjiga ne poškoduje, ne? Ker vsak naš otip, kadar ni roka zaščitena, pušča sledove, ne? Čeprav včasih ne vidne, ampak pušča sledove. Index paragraforum. Katera je pa tukaj najbolj vredna knjiga? Trenutno najbolj vredno knjigo, ki jo imamo. Ja? In sicer je to zelo zanimiva knjiga, ki govori o Cerkniškem jezeru. Koliko je pa vredna ta knjiga? Ta knjiga je pa vredna 6000 evrov. To bo skoraj kot en avto. Ja, je precej, ima svojo ceno. Knjige so lahko še dražje. Knjige so lahko tudi nekaj milijonov evrov. Ampak za tistega, ki se odloči za nakup te knjige, je pravzaprav neprecenljiva. Kdo pa jih sploh kupuje? Običajno se za take knjige odločijo tisti, ki jih zanima tema, s katero se knjiga ukvarja, ali pa mogoče avtor. Tudi mi dve sva doma poiskali naše najstarejše knjige. No, da vidimo, kaj ste prinesle. Jaz imam tlele eno od dedka, mislim, da je kar zelo stara. Feldmünster. To je pa nemška knjiga. Ja, koliko bi bila pa vredna? Te knjige pri nas nimajo kakšne večje vrednosti, ker to so samo romani. So pa to zelo pogoste izdaje in tudi na nemškem tržišču mogoče tam recimo 5 evrov, 6, mogoče do 10, če je res odlično ohranjena. Kaj pa tale moja, a je kaj več vredna? Žal nima več pri nas nobene vrednosti. Škoda. Je škoda, ker smo mislili, da imava toliko vredne knjige. Ja, žal, za žepnino ne bo, ampak ste se pa nekaj novega naučili, ne? Ni vsaka knjiga, ki je zelo stara, nujno tudi zelo redka ali pa zelo dragocena. Včasih je mogoče lahko kakšna knjiga, ki je samo 20 let stara, veliko več vredna kot tista, ko je 200 let stara, ne? Zato tudi mi vsakemu rečemo, ko reče, doma imam pa ene zelo stare knjige, pa ne vem, kaj je, a lahko prinesem pokazati. Vedno je bolje prinesti pokazati, kot pa to metati stran.